Bi pa vse zdaj povabila še našo gostjo, dr. Mojco Oman-Furman, ki je z nami in sicer urbanistka, diplomantka na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in doktorantka na fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Od leta 2005 s partnerjem vodi svoj biro, sicer pa Mojca vodi tudi nevladno organizacijo Metro SR, Zavod za prostor Savinjske regije. Mojca, dobrodošla z nami in evo, hvala, da vidimo še besedo urbanistke. Hvala, lepo pozdravljeni. Me veseli, da me je moj predhodnik Primož malo okviril v fizični prostor mesta Celje, o njem bom danes govorila, a so v glavnem vsi Celjani? Ne, v redu. Jaz prihajam čisto iz neke inženirske stroke, geodezije, potem z doktoratom sicer na arhitekturi, z možem imava biro za urbanizem in arhitekturo, kjer se ukvarjava z prostorskim načrtovanjem, delava strategije prostorskega razvoja občin, glavnem po Savinjski regiji, prostorske plane, urbanistične plane, mož potem kot arhitekt projektira arhitekturo. Skratka smo, danes sem ena sogovornica, ko bom taka zelo bolj govorila o sobivanju v fizičnem prostoru. Mi imamo biro od 2-3 dalje, kjer se pač ukvarjava z to projektivo. Smo pa potem leta 2012 ustanovila eno nevladno organizacijo, Zavod za prostor Savinjske regije, iz čiste potrebe potem, ker sva se znašla v veliki strokovni stiski, soočena z tem, kaj je kapitalizem v prejšnjem obdobju konjunkture, tam nekje od 2005 do 2010 naredil slovenskemu urbanizmu in strašno razočarana na tem, kaj se takrat dogaja s slovenskim prostorom. Smo rekla, da morava nekaj spremeniti, kar v sami stroki nisva zmogla in smo hotela z nekimi mehkimi oblikami urbanizma ali pa pristopov v urbanizmu nagovarjati širšo laično javnost, predvsem o tem, da bi se zavedali, kakšen pomen ima naš prostor, slovenski prostor kot en del nacionalne kulture. Mislim, da se tega takrat nismo zavedali in bi si želela, da bi si ga, in zato je nastal tale Zavod za prostor Savinjske regije, kjer se ukvarjava z različnimi stvarmi. Danes bom govorila o tem fizičnem prostoru in predvsem o fizičnem prostoru slovenskih mest. Vemo sicer, da že pol svetovne populacije živi v mestih. Omejila se bom danes na tisto stvar, ki je mogoče nekaj vemo o njej, to so slovenska mesta. Omejila se bom tudi bolj na to, kaj povprečni Slovenec doživlja v teh slovenskih mestih. Danes, ko sem se pripravila na tole prezentacijo, sem najprej začela razmišljati, kje se pravzaprav v fizičnem prostoru dogajajo povprečnemu Slovencu tisti prvinski stiki sobivanja, na kak način še en povprečen Celjan prihaja v kontakt z osnovno obliko sobivanja, če odmislimo neko primarno, neko družinsko celico, da stanuje v stanovanju, kako se tam noter odnaša, kje sobiva za širšo skupnostjo v najbolj prvinski ravni, in tole mi je padlo na pamet. Mene osebno, no? Jaz najbolj prvinsko sobivam v fizičnem prostoru v kempu poleti. Mi kampiramo, iskala sem po internetu ene take fotke iz hrvaškega kempa 1. avgusta, ko je že vse tako kaotično, ker mi je zelo fascinantno opazovati, kako različni ljudje v teh kempih sobivamo, in takrat je res totalna katastrofa prostorsko, arhitekturno, urbanistična. Ampak nisem nič kaj pametnega našla, sem pa našla v svojem osebnem arhivu. Tako da, čeprav meni urejen fizični prostor veliko pomeni, se vidi iz tega našega kota, da smo mi čisto razpuščeni tudi v prostorskem smislu, da to je ena taka urbanistično-arhitekturna katastrofa in da mi je v tistem mestu našega kampiranja in sobivanja v tem fizičnem prostoru zelo zanimivo pravzaprav opazovati na čist primarni ravni, kak en povprečen Slovenc ali pa Evropejc, no recimo to je hrvaški kemp, v tem prostoru v fizičnem smislu sobiva. Naše sobivanje v tem prostoru se začne januarja, ko začnemo z možem reči, letos bi šli veš pa na una 2 placa, pa če bo ta zasedena, bomo šli pa na unga, ki je fajna senca, pa lani je tam za nami prišel, ko ful smrčal, tja ne smemo iti več, in tako se začne naše načrtovanje družinskega dopusta. Hodimo na en kemp, kjer je neparceliran, in potem ta lov za tem svojim fizičnim prostorom zgleda tudi tako, da prideš tja in hitro vse znosiš in napelješ potem te štrike in obesiš potem vse brisače okrog in potem pokažeš, da si gospodar svojega prostora. In to mi je tako fascinantno opazovati, kako
različni ljudje doživljamo ta fizični prostor in kako ga uzurpiramo in kako se res obnašamo takrat, ko smo res čisto tak prvinski, ne, ko je to pa res borba zdaj za naš prostor, čisto tako eni na divjem zahodu, no, ko so šli, pa so osvajali tiste prerije, pa so se borili za svoj prostor, isto mi počnemo. Ne. Potem, ko se že to, ko mi to potem pridemo in potem najdemo tisti dan plac in začne že potem že malo arhitekturno pa to umeščati, da boš postavil ti šotor tja, da te ne bo zjutraj ob 6 sonce zbudil, pa da ob 12 ti ne bo sonca na mizo sjal, pa začne že pol umeščati ta šotor tako, da bo vhod obrnjen v tisto stran, da te ne bojo sosedi gledali, kako imaš not razmetan in tako naprej. In ko se pol to tretji dan že pol malo razpustiš in že to malo naredi okoli tebe, potem začneš sobivati z svojimi sosedi, ne? In začneš potem opazovati, kako se pa oni umeščajo ta prostor, pa ti začne motiti, ka on ima to tak, pa on ima to tak, pa se že potem malo po enem tednu razpustiš in že te stvari v tem fizičnem sobivanju pa začne že postajati malo konfliktne. Ne? In tukaj obstajajo v teh kempih potem mogoče malo stereotipni tudi pogledi, pa ko se velikrat to resničijo, ampak recimo imaš enega Nemca, ki je tam zelo urejen, pa s tisto veliko metlo, vsak dan si lepo pometemo, vse ful sčiščen, pa smo mi tukaj, smo tako malo na pol razpuščeni, pa imamo spuščenega psa, pa hodi tam malo mi njegove parcele, pa ga malo moti, ampak oba dva naju, mene in Nemca, pa moti on sosed Italijan, bosta čez dan dva, pa ob 10 zvečer, ko bi pa medva z Nemcem šla spati, je pa unih Italijanov tam 20, in je potem to džumbus do 10 zvečer in se ta italijanski stereotip o teh glasnih sosedih močno potem razširi čez vse te meje in je ta naša fizično sobivanje v tem prostoru raste do te napetosti, da pa po 3 tednih spokaš pa kuvre, pa rečeš, kako fajn, zdaj grem pa domov, ne? In potem spet sanjaš pa čez tisto zimo, kako boš se ta fizični prostor potem uzurpiral. Zdaj pa urbanizem je pa ena veda, kako vse te naše potrebe od tezga urejenega Nemca, pa malo razpuščenega Slovenca, pa on ga malo še bolj razpuščenega Italijana spraviti, vse naše potrebe pa želje pa spraviti na nek skupni imenovalec, na nek urejeni red. Se pravi, imamo potrebe potem, da nam sonce ne sije, imamo potrebe potem, da smo zaščiteni pred vremenom in tako naprej, imamo pa tudi neke osebne želje. In urbanizem je en odgovor na to, kako na urejen način pravzaprav vse te naše potrebe združiti v fizičnem prostoru in ti urbanistični plani so lahko že tisočletja stari in stara rimska mesta so imela že zelo lepe urbanistične načrte, kjer je bilo dogovorjeno, tu bo duhovščina, tu bo vladar, tu bojo potem ostale strukture, pa imamo neke urbanistične teorije, danes ne bom ni govorila, ker to je že za bistveno več kot za 10 minut, ampak to je ideal vrtnega mesta, recimo, kjer ima nek center, potem so pa sateliti v zelenem sistemu in to so neka mesta, ki so se dejansko v prostoru anglosaksonskem mestu zelo dobro uresničevala in v takih mestih bi se ta urejeni Nemec strašno dobro počutil, medva z Italijanom verjetno že malo manj, ampak to so ene urbanistične teorije, ki se tudi manifestirajo v prostore in zelo dobro delujejo in jih imaš en cel kup in to je nek koncept linearnega mesta, recimo, ki so ga Sovjeti razvijali in tako naprej. Potem pa pridemo že z teh čist tehničnih strok, pridemo pa potem že na eno drugo polje, to je pa en gospod Kevin Lynch, ki je v 60 letih napisal Biblijo urbanizma, The Image of the City. On je pa že govoril o tem, kako ljudje doživljamo mesto skozi vizualno percepcijo 5 skupin elementov in to je en zemljevid, recimo Los Angeles je konkretno to, ampak če bi tak zemljevid za recimo Celje narisali, bi rekli, da en glavni element mesta Celje, recimo Savinja, ne bi verjetno ugotovili, ko je en tak lep linijski element, ko mu daje velik poudarek mestu in lahko predstavlja prvič neko pozitivno noto, ker nas vse vleče tisto čudovito sprehajališče, da se sprehajamo ob njem. Hkrati lahko to linijski element, ki predstavlja neko bariero, recimo moja mama stanuje na eni strani Savinje, jaz na drugi, zračne linije 300 metrov, narazen pa me vedno vpraša, kako je pa kaj pri vas na vasi, ne? Ampak to je še vse mesto Celje, ampak recimo to nek linijski element, ko recimo deli percepcijo mesta na 2 pola, pa če ste opazili, tule z Celje seka ena taka velika prometna os za železnico, ta deli Celje na sever pa jug, kar v mentalni zaznavi Celjanov povzroča to, da se tisti iz južnega dela na severni del in obratno nikoli ne odpravimo peš, čeprav je to čist blizu, gremo vedno z avtom, ker se nam zdi tale del tukaj, ko je Paracelso strašno daleč, ne, pa imam jaz od svojega doma peš isto kot do centra mesta, pa moram iskreno povedati, da sem se danes pripeljala z avtom. Tako da
To je že pa en potem drug nivo, kako doživlja umestno, potem tretji nivo, ko je pa čisto specifičen vsakemu posamezniku. Tlele imamo en urbani sprehod, pelala sem dijake skozi mesto Celje, zavezani očmi, pa smo mesto poslušali, pa vohali. In če greste sami skozi mesto, pa se ustavite, pa zaprete oči, pa povohate, bo gotovili, da na nezavedni ravni doživljamo svoj prostor fizični okrog sebe še s čutili, za katere se sploh ne zavedamo. Konkretno, moj otrok je pred 15 leti so bila mače očesa tam pri, to je ta tlak iz velikih teh kamnov, na Muzejskem trgu. Tam je vedno moj otrok zastal v vozičku, ko bomba, takoj. Pa smo lahko 3 ure prej po asfaltu se vozili s tistim vozičkom, pa ko smo prišli na tisti globoki srednji vek, Celje je zaspal in to so bili naši sprehodi gor podal po tistem Muzejskem trgu. Skratka, tudi začutili, kot so naši podplati, kot je naš von, kot je naše sluh, doživljamo ene fizične prostore mesta, se je spet vsak na svojem nivoju. In zdaj, kako to neko tehnično stroko, neko vizualno zaznavo in kako celo to individualno zaznavo pripeljati v nek pametni urbanizem je en velik izziv, pri katerim je pa še recimo bila ena gospa, ki se imenuje Jane Jacobs, bi jo še tukaj nas omenila, ona pa rekla, da pri vsem skupaj je pa najbolj pomemben človek, se pravi, delati mesta za ljudi, je jih potrebno narediti tako, da jih delaš z ljudmi. In ravno tukaj je največji izziv naše stroke, če znamo sploh pravzaprav poslušati. No, ona je bila zelo kritična do ameriškega urbanizma 60. pa 70. let, bila je laična urbanistka, kot žena arhitekta, imela veliko pogled v strokovno delo tedanje tega urbanizma Amerike, ki je zrinil pravzaprav drobno strukturo človeška merila iz fizičnega prostora mesta in jih nadomeščal z nekimi monofunkcionalnimi velikimi nebotičniki in je ona opozarjala na to, da s tem, ko ne delaš ljudi za mesta, pravzaprav izgublja živost mest in da je človek tisti, zaradi tega sploh mesta delamo. Zdaj se pa jaz pri svoji stroki potem sicer malo posipam s pepelom, pa rečem, v redu, stroka ne zna dobro poslušati ljudi. Po drugi strani je pa treba v današnji družbeni strukturi vedeti tudi to, da jih moramo poslušati, ampak se moramo vprašati, ali jih moramo tudi vedno slišati. In predvsem opažam tukaj, da smo zelo neodgovorni uporabniki svojega prostora in to je tisto, kar pravzaprav meni v mojem delu daje izziv, popraviti to. Zdaj pa malo argumentov. Neodgovorni uporabniki prostora pomeni za mene tole. To so danske slike iz slovenskega prostora. To je za mene neodgovorni uporabnik slovenskega prostora. Pa tole za mene neodgovorni uporabnik slovenskega prostora. In s takimi stvarmi se recimo stroka dejansko srečuje v slovenskem prostoru in tudi slovenski urbanizem se s takimi stvarmi srečuje in to je dejansko danes problem. Prvič, da stroka ne posluša, drugič pa tudi, da mi izražamo zelo čudne želje in se ne zavedamo, da vse ene stvari, ko lahko živijo samo risanki v realnem prostoru, pa ne. In tukaj jaz vidim pravzaprav izziv, ki ga pri svojem delu uresničujem skozi ta zavod in sicer prispevam na nek način z delavnicami za otroke pa mladino k neformalnemu izobraževanju te populacije o pomenu prostorske kulture, ker želim, da bojo to nekoč ne samo uporabniki prostora, ampak tudi njegovi kreatorji, ki se bojo njegove vrednosti zavedali. In to je bila ena delavnica, kjer smo opremljali tale prostor. Govorili smo o tem, da je prostor mesta, da obstajajo v mestu Celje veliko prostorov, odprtih, javnih in tako naprej, ki so slabo izkoriščeni in smo potem to mesto reciklirali iz nekih materialov, ki so bili za odpad in smo naredili neko začasno opremo in spodbudili potem neko rabo tega novega prostora. Potem smo en let smo se pogovarjali o ogrevanju javnih prostorov, zakaj je to problem, smo otroke zvezali z tole vrvico in smo jih postavili v nek pretočen prostor mesta in so postali ograja in smo dali njim in obiskovalcem razmislek, ali je potrebno ogrevanje sploh javnih prostorov mest. Enkrat smo govorili o tem, da otroci noče več hoditi v šolo peš, pa smo opremili to z nekim neskončnim ristancem, pa smo spodbudili otroke, da so pešačni in pa to konkretno tudi poddel poti, ki je bila zanemarjena, mestna četrt asfaltirala. Na Kozjanskem izvajamo ene delavnice, ki se imenujejo
hiša v parku, to je ena iz občine Velenje, ko smo govorili o tem, kako je mesto pravzaprav nastalo kot neko čisto iz enega industrijskega vzgiba in smo potem šli v Gorenje po stare odpadne stroje in smo iz tistih matičnih plošč potrgali dol vezja in naredili idealno mesto iz teh drobčkinih struktur, ki smo jih noter našli. To so iz teh delavnic hiša v parku, kjer se z otroci, srednješolci iz Kozjanskega pogovarjamo, kakšna je Kozjanska hiša in upamo, da bo čez 20 let rekli, nam je enkrat en arhitekt v šoli povedal, da Kozjanska hiša pa ne sme imeti okroglih stolpičev, pa roza fasade, pa balustrat. Še par teh delavnic iz Kozjanskega, da kar preletim, ker se že malo pozna, tole pa naš zadnji projekt, smo imeli pa letos 11. šolo pod mostom, kjer smo tudi raziskovali neuporabljene javne prostore mesta in smo te otroke, ki so drugače tak, smo jih rekli, zdaj pa pridite sem, pa boste tukaj sedeli v tem fizičnem prostoru in so šli na odpad in so imeli nalogo, da vsak iz odpada prinese en prostor, en element, ki je bil zavržen, ga predela v eno obliko, ki jo bo potem v tem javnem prostoru tudi uporabljal. Tule so punce spletle viseče mreže, naredili so človek knezi, tako da so se pa srednješolci človek knezi, se igrali sem bila ful vesela, da so se iz digitalnega v analogni svet potopili, tako da so na koncu pred eno šolo, srednjo šolo Celjsko, je to pred gimnazijo Celje center opremljen tak javni prostor iz teh odpadnih materialov, to so bile neke gume, palete, rože, trakovi, neki stari jogi in so pa ta prostor tudi 3 tedne lepo uporabljali, pekli so koste in tako naprej. Tako da, to je moj prispevek k temu delu, ker si želim, da bi ta slovenski urbanizem v naslednjih 20 letih, v 30, pač toliko časa, ko bom še smela spremljati, šel nekam navzgor. Kaj se bo zgodilo v slovenski mesti v prihodnje, se mi zdi, da bojo odgovorila seveda razvoju družbe, no, je pa res, da naša družba ne gre v primočrtnem razvoju, ampak se mi zdi, da smo v nekem krogu. Če pogledamo slovenska mesta, predvsem Celje, največjo ceno ima pri nas Stari otok soseska, soseska 60 let, najnižjo ceno pa urbanizem zadnjih 10 let, tako da vidimo, da smo kot družba zdaj smo že na neki spodnji strani krožnice in upam, da bom jaz svojim prispevkom jo lahko obrnila tudi nekako na zgornji pozitivni trend in tukaj vidim sobivanje, da vsak pripomore v naši skupnosti tisto, kar najbolj zna. Jaz mogoče sem zdaj šolana ali pa izobražena na tem prostoru, vi na tej psihologiji, tako da mislim, da je to en mozaik, kjer se lahko naša znanja v nek doseganje splošnega družbenega razvoja boljšega lepo poklopijo. Hvala lepa.